Danes bi rad z vami delil par besed o kadrovskih sistemih prihodnosti, ki se bodo morali od individualnega fokusa preusmeriti k fokusu na skupine, na time, na timsko delo. Vsi vemo, da moderne organizacije brez timskega dela ne morejo več dobro funkcionirati. Vse prevečkrat pa se pričakuje, da je timsko delo nastane kar samo po sebi, da bo tim kar sam timsko funkcioniral, da ga bo vodja znal voditi in da bo timsko delo kar samo sebi uspešno in učinkovito. No, temu ni tako, če organizacija ne stoji za tem timom oziroma ne stoji za timskim delom. In ključno vprašanje je, kaj pa organizacija mora narediti, da je timsko delo učinkovito. Namreč, če so timi dobro sestavljeni, če imajo dobro strukturo, če imajo jasno postavljene cilje, če imajo dobrega vodjo, to še ni zadosti. Kar potrebujemo je kultura podjetja, kultura organizacije in pa sistemi, ki nekako to ozadje vzdržujejo. Če pogledamo ta trenutek, tudi v naši praksi, ko se pri Team Building Akademiji ukvarjamo z podjetji, ugotavljamo, da so vse prevečkrat kadrovski sistemi fokusirani na posameznika, kar pomeni, želimo najbolj izobraženega, najbolj uspešnega, najbolj učinkovitega, najbolj krasnega posameznika. In sistemi to podpirajo. Recimo primer individualnega nagrajevanja finančnega. Se pravi, bolj kot je posameznik uspešen, večja bo njegova variabila pri plači. To je krasen primer, kako ubijamo timsko delo. Namreč, kar bomo morali narediti v prihodnosti, je to miselnost od individualnega superjunaka prenesti na nivo super tima. Individualno nagrajevanje nam tukaj ne pomaga. Iščemo potem skupinsko nagrajevanje. Potem še serija nekih stvari, kot je recimo izobraževanje z področja timskega dela, kot je dolgoročni cilji postavljeni na timskem nivoju, ne na osebnem nivoju, kot je sploh zaposlovanje ljudi, ki imajo timsko delo kot neko visoko kompetenco. To so stvari, na katere v praksi velikokrat pozabljamo in so nujne, da tudi sistemsko timsko delo v organizaciji stoji. Jasno pa tukaj rabimo tudi močno podporo uprave. Če uprava ne stoji za organizacijsko kulturo, ki spodbuja timsko delo, se nič ne bo zgodilo. Se pravi, najprej uprava, jasno v močnem sodelovanju z kadrovskimi oddelki, ki potem nekako integrirajo in timsko delo spravljajo tudi v prakso. Se pravi, v prihodnje brez timskega dela ne bo šlo, če pa zahtevamo od ekip, da delajo timsko, pa se bodo morali močno spremeniti tudi organizacije in sistemi v ozadju njihovega delovanja.